Pozdravljeni v avtomobilnosti. Danes je pred vami 200. oddaja, zato smo se odločili, da pripravimo poseben kolaž, ki nas zapelje skozi izbrane vsebine preteklih let. No, v naslednjem prispevku boste videli, da avtomobilnost ni zgolj oddaja o avtomobilih, ampak tudi o mobilnosti širše. No, temeljna polja našega zanimanja pa so vselej ista. Tehnologija, ekologija, varnost in seveda testiranje novih avtomobilov. Naj vas zapeljemo skozi sestavljanko od 1 do 200. Ko zdaj za računalnikom obujamo spomine na vse te terabajte arhiviranih intervjujev, raportov, pokrivcev, sem pravzaprav zelo ponosen. Ker ko so leta 2014 z Andrejem kuhala format naše oddaje, sva na najvišje mesto po pomembnosti pravzaprav dala, da vas tudi kaj naučimo, da razložimo, da spodbudimo. In ta edukativna plat je skozi presečno množico teh 200 oddaj zelo očitna. Vsaj 3 projekti pa v tem pogledu izstopajo. Osnovna šola varne vožnje. Dober mesec smo se šolskim kombijem vozili po Sloveniji in obiskovali osnovne šole in otrokom razlagali, kako je Berta Benz že nasploh prvi poti z avtomobilom ugotovila, kaj izumu njenega moža najbolj manjka. Objem. No, mi smo takrat izpostavili, da objem varnostnega pasu otrokom bolj malo pomaga, ker so otroci pač premajhni. Zato smo skupaj s policijo in s pomočjo Kuža Pazija iz zavarovalnice Triglav šolam darovali jahače za njihove šolske kombije. Najbolj pa nas veseli, ko zdaj dobimo sporočila, da smo občine takrat dovolj predramili, da se zdaj, kot slišimo, naši otroci v šolskem času vozijo bolj varno. Če kje še ni tako, starši, ravnatelji, ukrepajte. Predvsem pa mi tudi gremo še vedno radi v šolske klopi. Zelo radi. Saj, če drugega ne, tudi vsaka naša zgodba nastane tako, da se srečamo s kom, ki nas nekaj novega nauči. Pa naj bo to kar sredi Čopove ulice, na parkirišču prek iPada, na koncu letališke piste ali pa na predstavitvi novega avtomobila. Vsa ta pridobljena vedenja smo naprej predajali tudi na našem zadnjem avtomobilskem salonu na Gospodarskem razstavišču. Pripravili smo namreč tehnološki paviljon, kjer smo v eni hali zbrali vsa osnovna znanja o avtomobilski tehniki, ekologiji, varnostnih sistemih, elektromobilnosti, stroških, torej vsem, kar je bilo vsebinskega treba poznati, da so lahko obiskovalci kar najbolje razumeli in doumeli, kaj pravzaprav avtomobili v drugih halah ponujajo. In ja, tam smo imeli tudi v živo pogovore, tudi z najbolj uspešnimi Slovenci v avtobranži. Salonov v Sloveniji žal ni več, a mi vam še vedno v živo predajamo naše izkušnje z modernimi tehnologijami na naših dogodkih. Ampak kakorkoli, izobraževalna vsebina ni nujno vedno šolsko resna. Lahko je tudi zabavna. A ne? Včasih pa zgodba kar sama najde nas. Ko smo recimo kliknili na tipko SOS, smo pravzaprav ugotovili, da na 112 ne dobijo vseh podatkov, ki ne bi jih dobili. In zato smo skupaj zbobnili celotno avtomobilsko sfero pri nas, testirali, našli in tudi rešili nekaj napak. Ampak kot je pri teh novodobnih sistemih normalno, tudi ta zgodba žal v celoti še ni dokončana. Seveda naše zgodbe so doma na cesti, poiščemo jih tako, da gremo na pot in na cestah vse posod po svetu, nas izredno zanima tudi prometna etika. Še posebej smo pozorni na tiste ideje, ki izboljšujejo naš prometni vsakdan. Na predletje smo recimo z Darsom in Valom 202 en teden izdatno spodbujali k upoštevanju osebnega prostora na cesti, torej k daljši varnostni razdalji. In po koncu akcije smo navdušeno gledali Darsove meritve, ki so dokazale, da če hočemo, lahko zmanjšamo število fantomskih zastojev na slovenskih cestah.
Vas zanima kakšna statistika? No, nismo prešteli, ampak čez palec ocenjujemo, da smo posneli že okoli 800 intervjujev. Sogovorniki, strokovnjaki z najrazličnejših področji, pa tudi zgolj z vozniki, ki razmišljajo in si hočejo razširiti svoje obzorja. In radi si razširjamo obzorje mobilnosti nasploh. In kot nam sporočate, tudi vi. In ker se to naše skupno področje zanimanja v zadnjih letih tako zelo spreminja, smo lahko kar prepričani, da nam še dolgo ne bo zmanjkalo tem. Mi gremo torej naprej. Iskreno si želimo, da skupaj z vami. Če še niste, vas zdaj zato prijazno vabimo, da kliknete na gumb naroči in pa zvonček poleg njega. Tako boste prvi, ki boste izvedeli, da smo objavili novi video.